kartezični geometriji. In bomo vzeli kartezični koordinatni sistem, bom pa povedal, zakaj to počnemo in tako naprej. Namreč, gledajte, ta enačba, da je E minus normala odvod potencijala v smeri te normale, normalnega vektorja, ta enačbica je izredno lepa, kratka, je pa za uporabo kar hitro prezahtevna. Glejte, če se malo spomnite nazaj na ekvipotencialke, ki smo jih danes obravnavali, primer dveh nabojev plus minus, dobili smo kroge. Zdaj si pa predstavljate, kakšna težava je, da smo mi na neki ekvipotencialki in želimo ta normalni vektor matematično zapisati. So kar težave. To se pravi, ni tako trivialno, da bi rekel, ja, v tej točki je normalni vektor toliko. Torej, hitro nastopijo težave. Drug primer, ko smo imeli te Cassinijeve krivulje, ne? Torej, te krivulje so matematično zapletene, saj v svojih izrazih so zapletene, in zdaj najdeti, bi rekel, enoumni zapis za normalo bo verjetno kar velik zalogaj. To se pravi, kot je enačba, bi rekel, na izgled zelo lepa, je pa hitro neuporabna. No in tukaj si bomo pa pogledali primere, ko lahko to enačbo v določenih koordinatnih sistemih, ki jih mi tukaj uporabljamo, znamo prevesti v neko bolj prijazno obliko. No, in za to bolj prijazno obliko se bomo najprej potrudili v kartezičnem koordinatnem sistemu. In sicer, ravno toliko imamo časa, da bomo tole skozi spravili, konkretni primeri bo to pa jutri. Glejte, mi smo prišli do tegale, da je sprememba potencijala določena s temle produktom. In da če želimo imeti zapis natančen, precizen, bo moral biti tale delta L po absolutni vrednosti čim krajši, to se pravi težiti k nič oziroma k diferencialu. Rekli smo pa tudi, da je tole karkoli, ne, da se jaz iz tiste točke lahko pomaknem kamorkoli, velja ta enačba. Zdaj se bom pa odločil, da se bom pomaknil enkrat v x smeri, enkrat v y smeri in enkrat v z smeri. To se pravi, bom rekel, naj bo prvič delta L enako delta x nič nič. To se pravi, jaz sem v neki točki in zdaj se bom pomaknil, ne, če je tole, kaj pa vem, x, y, z, ne, če je tiste moj vogal izhodišče, ne, x proti koncu predavalnice, y ob tabli in z navzgor, ne. Se pravi, jaz se pomaknem tam, ne, ena točka tamle pri radiatorju in se pomaknem za nek delta x naprej po predavalnici, ne. No, vektor E je pa trojica, ne, to je pa EX, EY, EZ v splošnem, ne. To se pravi, vsak vektor ima 3 projekcije v tem kartezičnem koordinatnem sistemu, ne. 3 projekcije. In zdaj, če tole zapisujem, a ne, se pravi, če to dvoje združim in seveda tole tudi, dobimo, da je potencial pač približno minus E krat delta L. In zdaj, če je naš delta L takšen, delamo skalarni produkt, ne. Ta s tem, ta s tem, ta s tem. In dobimo, da je to enako minus EX delta X. No, iz česar sledi, da je EX približno minus sprememba potencijala zaradi premika ali pa pomika vzdolž X osi. To se pravi, jaz se v neki točki pomaknem za tisti milimeter v smeri priraščanja te koordinate. In če se bom pomaknil, bom doživel neko spremembo potencijala in če tvorim ta kvocient, dobim X komponento. Seveda, tale približno bo postajal enačaj, če bom šel v limito, ne, in bom pisal, da je EX enako minus limita, ne,
prirastek potencijala deljeno s prirastkom neodvisne spremenljivke, ko gre delta x proti nič, bomo rekli, in to je pač odvod. Minus odvod potencijala vzdolž x osi. Torej, ta parcialni, zdaj to pomeni delni odvod, da jaz pravzaprav iščem eno posebno strmino te funkcije. Če sem jaz nekje na pobočju enega hriba, se jaz lahko pomaknem na tem pobočju vzdolž ene ali druge osi in doživljam drugačne spremembe strmine oziroma višinske razlike. Takole, to se pravi, da je to zdaj dejansko intenzivnost spreminjanja potencijala vzdolž x osi. No, tako kot velja za x, velja tudi za y, da je to minus odvod po y in ez je minus odvod po z-ju. Torej, v drugem koraku si pač zamislim, da se bom pomaknil za nek delta vzdolž y osi, bom dobil y komponento s tem razmišljanjem in potem na koncu še vzdolž z osi dobim še z komponento. No in zdaj, če vse to združim, dobim, da je enako, da je pač ex, ey, ez, seveda, to pa je enako minus dv po dx, minus dv po dy in minus dv po dz. To se pravi, odvodi potencijala po x, y, z mi bodo dali že kar komponente. Torej, če jaz slučajno poznam, kako se potencijal vzdolž x, y osi in z spreminja, imam tudi to. No in zdaj, če bi vzeli s tem bom zaključil, če vzamemo nek primer, morda kakšnega takšnega, ki smo ga že imeli na tabli, se lahko vsak s tem malo spopade, pa malo odvaja tudi. Če se spomnite, ko smo imeli tukaj dva naboja, plus minus, in je bil tole rho plus, rho minus, xy, smo rekli, potencijal v točki T je določen z izrazom q2 pi epsilon, logaritem rho minus z rho plus. No, to bi v nadaljevanju lahko pisali tudi takole, Glejte, ti dve razdalji se, če se spomnite, smo jih danes v tistem zgledu zapisali, oziroma njuna kvadrata s Pitagorovim izrekom, To se pravi, kvadrat tega znam zapisati, zato bom dal eno polovičko spredi in pride naboj z 2 pi epsilon nič, logaritem. Zdaj pa v števcu bom dal rho minus na kvadrat, to pa je s plus x na kvadrat plus y kvadrat, pardon, ne plus, ampak tukaj je x manj s, se oproščam, x manj s, tukaj je pa x plus s kvadrat plus y kvadrat. In to je zdaj neka funkcija xy, Se pravi, jaz imam potencijal v okolici dveh žic zdaj določen z funkcijo dveh spremenljivk in zdaj tu bo pa dosti lažje določiti vektor poljske jakosti. Samo tole odvajam na x, no, ko pa odvajam na x, imam pa y v mislih kot konstanto, ker sem se pomaknil samo po x osi pri tej tvorbi diference, y sem pa pustil v primeru, No, to zna pa vsak na x odvajati. Vsak zna na y odvajati in dobi tudi ti dve komponenti, s tem pa tudi vektor e v okolici. S tisto prejšnjo formulo bi bilo pa kar nekaj težav. Potem bi šli kar naprej, pa bi morda kar s tistem nadaljeval, kar sem včeraj zapisal. Rečemo, kot primer potencijal dveh premijih nabojev plus minus, to je naš bodoči zračni dovod. Torej, kar nadaljujemo, jaz bom, vi se pa mehko vklopite, tisto, kar imate napisano, narisano, pustite tako, kot je in samo dodate.
Torej, nadaljujemo tretji zgled, oziroma tretji primer, ja. Ko smo imeli približno takole. Takole nekako. S minus plus yx, takole, ne, točko T, rho plus smo imeli in pa rho minus. In smo zapisali, oziroma že odprej vemo, da je potencial v tej točki naboj z 2pi epsilon, logaritem rho minus z rho plus. No, seveda tole je koordinata y točke T, to je koordinata x, ne. No in že takrat, ko smo izpeljevali enačbo ekvipotencialk, ne, smo ti dve razdalji izrazili pitagorsko, ne, kvadrate, to se pravi, če damo tukaj kvadrate, imamo tule še eno polovičko, ne, to se pravi štirico, in potem pride naboj z 4pi epsilon, logaritem, no tukaj pridejo pa kvadrati oddaljenosti, smo pa takrat pisali, se mi zdi, x manj s, ne, kvadrat plus y kvadrat z x plus s kvadrat plus y kvadrat. Torej, tule nekje smo včeraj vstali, zdaj smo imeli tam štirko, dvojko, štirica je, ne? Če tule kvadriramo, je tukaj tudi štirica. No, zdaj pa odvajamo, ex je odvod, smo rekli, po x-u. No, če imamo celotno izpeljavo v mislih, ne, kako smo do teh odvodov prišli, da smo si izbrali pomik v smeri x-a, pomik v smeri y in z-ja, in ko se pomaknemo vzdolž x-osi, pustimo y in z pri miru, kar pomeni, da bomo tudi pri tem odvajanju y in z puščali pri miru, to se pravi, da ju smatramo kot konstanti. To se pravi, tole odvajamo, kot rečeno, na x. No, seveda tole je itak že konstanta, zdaj pa logaritem števc imenovalec, odvod logaritma pa vemo je ena z argumentom, potem pa še odvod argumenta. No, bi kar zapisali 4pi epsilon, zdaj bo pa prišlo. Najprej bom vzel logaritem števca, to se pravi pride ena s števcom, potem pa še odvod tega na x je pa 2krat x manj s. Takole. Tule sem zdaj odvajal logaritem števca, zdaj pa še logaritem imenovalca, je pa minus, ne? Minus pa spet 2krat x plus s bo prišlo, deljeno z x plus s kvadrat plus y kvadrat. Takole. No, ta štirica in te dvojke grejo stran, in dobimo, zdaj bom pa namenoma v dveh kosih napisal, da bomo kasneje imeli tudi neko interpretacijo. Takole. Torej, zadevo samo uredimo. Zdaj bi pa poskušal tale in tale sumant geometrijsko predstaviti. Namreč, to je x komponenta polja. X komponento pa zdaj oblikuje ta dva naboja. Človek zmeri, bi rekel, potem vidi, da mu kakšna stvar narobe hodi. Torej, električno polje tega naboja vemo, kakšno je. Takole, to je E od plusa. In zdaj x komponenta je pa tole tistega naboja, ne? To je pa tole. Tole je EX od plus naboja. In to je tole. EX komponenta od plus naboja.
In tale, če boste šli gledat, ne, je električno polje negativnega naboja je takšnole, to je E od minusa in tale kratek košček je pa EX od minus naboja, to je pa tole. To se pravi, ko tole odvajamo, prepoznavamo v teh dveh sumandih dejansko te projekcije, do katerih bi lahko prišli brez potencijala, brez odvajanja, to se pravi z nečim, kar že odprej poznamo. To se pravi, da smo nekako krog sklenili, ne? Da smo od nekega znanega šli naokrog, da smo pridobili nove možnosti in smo to verificirali na nečem znanem. Ne?